Smo se na en način razveselili napovedi razbremenitve stroškov dela, kot sem že povedal, ta razbremenitev ni šla v pravo smer, želimo si ponovnega razmisleka na vladni strani, vseeno pa ta sredstva, ki naj bi bila namenjena za razbremenitev, si želimo, da jih vlada tudi v ta namen nameni, vendar nekoliko drugače razporedi. No, mi menimo, da je bila prava poteza, da so ta zakon umaknili iz zakonodajne procedure in tudi menimo, da smo k temu prispevali s temi jasnimi sporočili, da pač predlagana ureditev ni ustrezna. Mogoče še, mislim, zdaj jaz bom tukaj v dvojni vlogi kot sokoordinator stranke in kot minister. Moje osebna pričakovanja in naš program stranke je enak, kot je bil pred 4 leti. To je, da je treba davčno breme začeti prelagati z ramen tistih, ki delajo, na tistih, ki imajo premoženje velikih vrednosti, recimo, ki so nakopičili za več kot 1 milijon evrov nepremičnin. In to, da vlada take davčne reforme ni izvedla, vidim kot največjo pomanjkljivost vlade, ki je za nami, in pričakujem, da bomo v naslednji vladi se tega projekta nemudoma lotili. Omenjam to zato, ker tudi sam bi si želel razbremenitev dela, mora pa ta biti načrtna, sistematična, predebatirana v ekonomsko-socialnem svetu in tudi zato pozdravljam, da je ta poteza bila danes umaknjena. Konec koncev, zdaj pa govorim kot minister in skrbnik pokojninskega sistema, ustvarili bi na ta način lahko veliko nesorazmerje med vplačili v pokojninski sistem in tem, kaj potem ljudje iz njega dobijo. Tako da je treba tudi ta vidik upoštevati pri tem, ko se pogovarjamo o tem, kakšne prispevke naj katera oblika dela prispeva.